SDS je prav danes Ministrstvu za zdravje poslalo poslansko vprašanje. Zanima jih, če je primerno, da boste imeli uvodno predavanje na posvetu direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu. Kako jim odgovarjate? Mislim, meni se zdi to en velik simptom tega, kaj je v naši politiki narobe. Predsednica poslanske skupine, največje opozicijske stranke se ne ukvarja s čakalnimi vrstami, s postopno privatizacijo zdravstva, s tem, da ljudje nimajo zdravnika, z nekimi stiskami ljudmi, ampak se ukvarja s tem, a bom jaz govorila na eni konferenci ali ne. Hkrati se mi pa zdi tudi to simptom delovanja te iste stranke, ki v bistvu verjame v to, da lahko v določenih stvareh govorijo samo ljudje, ki so jim všeč. Jaz verjamem nekaj drugega, da živimo v demokraciji, kjer je prav, da različni sektorji podajamo svoje poglede na različne probleme, tudi na zdravstvo. In vi ste bili na to konferenco povabljeni? Jaz sem bila na to konferenco povabljena že lansko leto, žal nisem mogla iti. Vsako leto povabijo nekoga iz sveta humanistike. Lani je bila to Vesna Vogodina, letos so povabili spet mene in sem rekla ja. No, zajel nas je val ustanavljanja strank. Vi ostajate na ravni nevladne organizacije? Ja, jaz sem že večkrat rekla, da grem raje spet v kakšen musical, kot v politiko. Pa verjamete v sanje bodočih strank, ki hrepenijo po koaliciji sestavljene iz levega in desnega pola? Mislim dve stvari. Prva stvar je ta, da odkar pač jaz spremljam politiko, v politiki srečujem obraze, kakršna sta Anže Logar in Karel Erjavec. In oba dva zdaj se nam hočeta prodati kot nekaj novega, nekaj povezovalnega, nekaj, kar bo mogoče rešilo Slovenijo. Za oba točno vemo, kaj sta. Anže Logar je bil pač drugi mož SDS-a, ki je bil zraven v vseh aferah. Zaradi njega nismo obiskovali babic pa dedkov v občinah med covidom, zaplinili so Slovenijo. Tukaj na tej televiziji ste dali posnetke Vizjaka ven, ki je kupčko z državnimi podjetji in on je bil tiho. On torej je del nekega problema in ne rešitve. Drugo dejstvo, v kjer ga pa jaz verjamem, pa je to, da ne obstajata dva pola v Sloveniji. Da v resnici ljudje smo povezani in nismo razdeljeni. Eden izmed frontmenov enega benda je rekel v enem od intervjujev, da njega dejstvo, da se predsednik gospod na čelu Svobode in gospod na čelu SDS-a kregata, ga lahko prepriča kdaj napačno v to, da se razlikuje od nekega prebivalca v nekem majhnem kraju. Ampak dejstvo je, da smo si podobni, vsi si želimo solidarnosti, upanja in skupnosti. In jaz mislim, da v resnici ne želijo samo prepričati, da obstajata dva pola, za nami pa se dogovarjajo glede skupnih interesov, kakor se je zgodilo pri Jeku. Smo pa ljudje še enkrat pokazali, da tega nočemo. Ja, omenili ste to dogovarjanje glede drugega bloka jedrske elektrarne Krško v Državnem zboru. Videli smo prisluhe, ki so bili objavljeni v oddaji Tarča. So vas razočarala ta dogovarjanja med koalicijo in opozicijo? Jaz mislim, da trenutno v Sloveniji ni človeka, ki ne bi bil razočaran nad večino trenutne politike. Dobili smo jih, ki so se naskrivaj dogovarjali glede milijardnih poslov. Dobili smo jih, ki so nas hoteli ogoljufati in to narediti za našimi hrbti. Potem pa v naslednjem koraku, ko so ugotovili, da smo jih ljudje prebrali, da so jih mediji prebrali, umaknili referendum in se niti ne zares upravičali, prevzeli odgovornosti. Še več, SDS in NSI, ki sta v to referendum in v to zgodbo Jeka ves čas potiskala celotno koalicijo, se delata, da s tem nimate nič, povlekli so ven spet neke teorije zarote, stricev z ozadja, gospodov iz Murgel in hkrati v resnici ne prevzeli odgovornosti. Ampak dejstvo je, da podpora koalicije pada. Podpora pada zato, ker niso naredili stvari, ki so jih obljubljali, in jaz mislim, da imajo zdaj absolutno zadnjo šanso, da se zberejo, da se začnejo zavedati, da imajo največjo poslansko skupino, največjo moč, ki jo lahko imajo, in da je njihova naloga in odgovornost, da se začnejo ukvarjati z vprašanjem javnega zdravstva, z vprašanjem dostopnega šolstva, z penzijami, ki bojo omogočile dedkom, babicam, da živijo neko normalno življenje in da dejansko naredijo to, kar so nam obljubljali. To jim je edini spas, če ne bomo imeli naslednjo vlado, ki bo avtoritarna desna vlada. Kdo pa bi moral od koalicije prevzeti odgovornosti na kakšen način? Jaz mislim, da bi mogli vsi, ki so bili pač vpleteni v to ozademsko kupčkanje, pač prevzeti odgovornost,
tako člani koalicije, kot tudi ljudje iz opozicije, ki so te dogovore imeli. In to bi bilo v bistvu nujno potrebno, da se lahko preseka s to grozljivo zgodbo, ki smo ji bili priča, in da se začnejo fokusirati na delovanje naprej. Dobro, samo še to, koliko podpisov vam še manjka pri vaši kampanji za dostopen splav? Manjka nam še 300 000 podpisov. V bistvu kampanja je mogoče v teh nekih težkih in temnih časih razočaranja nekaj, kar daje upanje. Po celi Evropi zbirajo podpise, smo najhitreje rastoča pobuda in trenutno vsi po celi Evropi poznajo Slovenijo kot državo, ki je začela spreminjati Evropo in se boriti za solidarnost in skupnost in varen in dostopen splav. Samo še to vašo pobudo so ob začetku evropske kampanje pravzaprav podpisale koalicijske stranke, njihovi predstavniki. Delovali ste v svetu, ki ga je ustanovil premier glede sovražnega govora. Še podpirate to vlado? Jaz bom to vlado podpirala takrat, kadar se bom z njo vsebinsko strinjala, ko bo torej delala za ljudi, ko bo sprejemala ukrepe za krepljenje socialne države. Smo imeli pa v inštitutu pripravljeno zelo dobro kampanjo za referendum proti JEK-u in smo bili pripravljeni iti z vsemi topovi tudi proti tej vladi. Torej v tem trenutku ne podpirate? V resnici je tako, da je odvisno od njihovih dejanj. Mi vedno delujemo na ravni vsebine in če se bojo zbrali in delali za socialno državo, jih bomo podpirali, če bojo pa še naprej delali neumnosti, pa bomo fajtali tudi proti njim.